Živijo, dobro, še spet nazaj na moj kanal, moja ime je Kaja Solo in danes bom naredila si make-up oziroma naredila en tak updated make-up rutin, zaradi tega, ker sem po moje make-up rutino nazaj naredila vsaj 3 leta nazaj. In naredila bom en tak navaden make-up, kako si ga jaz naredim vsak dan, kjer izdelke uporabljam. Also, nohtov pol nimam. Who gives a damn? Idemo začeti. Dolgi introti so out, brez veze. Ja, okej. A ja, predno začnemo. Lajkajte, subscribite se, pa komentirajte kaj. Ja, pa pejte me še followati na Instagram pa na TikTok. Prvo bom vzela. Tole je od Niveje, ni sponsor, čeprav tale produkt so mi poslali in sem bila plačana za nepar objav, ampak zdaj ga dejansko full uporabljam in je full good. Zraven sem dobila še druge izdelke in jih vse uporabljam in so legitness. That was legitness. Tole je Replumping Serum. By the way, koliko lahko vidite, dejansko je full dobro za mojo kožo. My skin is so good right now. Okay. Čeprav meni se to vedno zgodi, da jaz imam najboljšo kožo tek prvi dan menstruacije in dan si prvi dan menstruacije. Niste hoteli tega vedeti. Kar je funny, ker ponavadi je glih obratno. Ponavadi imaš najslabšo kožo med menstruacijo. Jaz imam ponavadi takrat najboljš. Kar ni fair, ker se najbolj shit počutim. To je to. Zdaj počakam, da se mačkano pije. In potem dam še tole, je pa vitamin C. Expert Filler Cellular. Ne vem, ko se to naredi, ampak je dober. Zdaj še tega pustim, da se upije in potem bom dala gor tole, ki sem glih včeraj dobila. Tole je pa od Lux Factorja 4D Hyaluron Anti-Wrinkle Cream. Tega v bistvu zdaj na novo testiram. Upam, da bojo dobri rezultati. Ful je thick ta krema, tako da je ne smem dati preveč. Pa fajn po vratu, kot tudi po vratu nočemo kupiti, a ne? That's it. In zdaj to še to malo počakam, da se mačkano pije. Pri make-upu je ful bolj pomembno, kak imaš dejansko skin prep, preden si začneš nanašati dejanski make-up. Če je tvoja koža v slabem stanju, bo tudi tvoj make-up v slabem stanju. Če pa imaš dobro kožo spodi, bo tudi make-up dober. Teda ja, to je en tak very simple nasvet. Po moje ste to že si vedeli. Meni se zdi tako, ko te videa delam, se to že si veste. Pač, zakaj moram to razlagati? Zdaj to že veste. Ali pa sploh nimam prav, mogoče. And then people would judge me and I'll hate myself for it. Glavnem. Naslednjo vzamem tale, kaj je to? Catrice Aqua Splash Grip Primer, ki je tudi hidratanten, zato da moja koža ne bo suha. Sem uporabljala tudi, čakaj, da vem, ta je tudi very good, ampak ta fuli suši kožo. Ta je pa hidratanten, je to beseda. Moja koža je tako, naj sem plump na otek. Počakam, da se še to mečkano pije. By the way, jaz sem imela včasih eno tako pahlačo tukaj zraven, zdaj pa ne vem, ki je, ki mi je bila že, da sem se s tem mahala, ampak sem jo zgubila. Potem imam pa moj trenutno najljubši izdelek ever, pa ni sponsor. Noben ni sponsor v tem videu. The hell? Notino, ličila.si, hit me up. I wanna work with you. I wanna promote you. Ali pa kjerakoli firma, Essence, Catrice, Tir, whoever, Maybelline. Glavnem, kjerakoli, moj mail je odprt, pišite mi, pa lahko si kaj izmenimo. V glavnem, naslednji izdelek je moj najljubši izdelek ever, to je Tir puder v odtenku Porcelain. Jaz imam najsvetlejšo kožo possible, ga zdaj uporabljam že po moje par tednov in ta izdelek je tok good. Jaz ga ne morem prehvaliti. It's so luxurious, je mačkrat dražji, ampak se mi zdi, da ko si kupuješ make-up, je ena stvar, kjer ne smeš šparati, je to puder. Ker puder, it's a make or break. V glavnem, vzameš tole gobico, daš si jo na prste gor in potem lepo tekle potapkaš, ampak ne začneš še nanašati, tole zapreš in potem tukaj odtapkaš dol odvečen material, produkt in šele potem začneš nanašati na kožo in spet tapkaš. Meni je fajn tale produkt delati gor v res tankih layerih, zato da ostane nekot natural looking, zato da ne zgleda cakey. In pa simpli vzameš iz tega dol še več produkta in lepo bridaš. Pač ta puder res ga ne morem prehvaliti. Tak vsem ga svetujem, go buy it, it is magical. Glej, čist tanek layer and you already see the difference. Crazy. Vzela bom še malo, pa še na drugi strani. In sem zdaj ugotovila, da sem ful preveč daleč od špegla in se ne vidim noter. Zdaj delam drugi layer gor. Zdaj danes sem delala neki full coverage, ker hočem narediti nek tak full realen everyday make-up look. Ne rabim izgledati, kot da imam glass skin ali neki, ampak pač izgledati moram kot normalen človek. To je to.
Zdaj pa concealer. Jaz uporabljam tega Maybelline Fit Me že od nekdaj in je edini concealer, ki ga uporabljam. Ne vem, niti nisem nobenega drugega testirala. Imam pa en hack za njega. Jaz sem kupila tole ploščico, paletko, po mojem v Primarku, ne spomnim se. Ampak nima veze, lahko uporabljate tudi tak, ne vem, na vrh kreme gor ali neki, sam pač spucajte prvo. In v bistvu sam odpreš concealer in potem si ga malo daš tukaj gor. Jaz ponovadi dam tako 2 pumps, če bom rabila več, bom dala več. In potem vzamem, oh my god, čopičev nimam tukaj, moram jih iskati, ker sem včeraj pucala, grem po čopiče. Evo jih. For the first time ever imam v video čiste čopiče, to je amazing. V glavnem vzela bom enega tegale in tolele in bom zdaj lepo utrla noter v čopič ta concealer, you see? In potem se bo lepše nanašal, to sem videla hack na TikToku, I don't know. Tudi se mi zdi, da na kjeremkoli snemanju sem bila, so to make-up artistke vedno delale in nikoli mi ni kliknilo v glavi, da bi lahko tudi jaz to delala. In zdaj, odkar to delam, moj concealer izgleda toliko boljš. Zato, ker ga ne daš preveč, sam na eno mesto in je tako cute in pač lažje se blenda vse skupaj, v glavnem moj najljubši hack ever. Would you look at that? In zdaj spet vzamem tu, utrem noter v čopič, še drugo učko. Cute. Zdaj vse, kar je ostalo tukaj, bom pa v bistvu uporabljala za te moje male mozolčke tukaj spodaj, da jih še mečkam dodatno prekrijem. Ampak ne preveč, zato ker gremo na natural look. Okay? That's good enough. That's plenty. Zdaj pa moram ta puder in vse to moram setati v kožo, tako da bom vzela mu Maybelline Fit Me, kaj je to? Pressed Powder. Jaz uporabljam tega belega, I don't know. In bom vzela eno gobico. Tudi te sem včeraj pucala, v kopalnici so, oh my god. Jaz sem res ugotovila, koliko so beauty blenderi out. Jaz sploh ne uporabljam več beauty blenderja za nič. Jaz uporabljam čopiče pa te gobice, pa ono od tirtirja, ki prej zraven. V glavnem, vzamem produkt in ga nanesem in potem, zato da ni tukaj gor preveč produkta, ga dam mečken dol, tukaj dol na roki. Zato da ne naredi cakey look. In potem enostavno čist malo rahlo začnem nanašati pod učko. There you go. Nice and baked. In na kameri se ne vidi nobene razlike, ampak vse uživo. In zdaj glede na to, da danes bom delala nekega eyeshadowa, bom v bistvu to dala še na veko. Ok, mogoče bi mogla tukaj zblendati. Oh my god. Pač to je moj problem, ker se začne noter krisati v veko, tako da vzamem še enkrat ta čopič s concealerjem in sam mečkem pač ta produkt nazaj razmažem. Zdaj vzamem to, še enkrat potapkam in ja, there we go. Very cute. Zdaj pa za ostalo, kam bom dala puder, bom pa vzela brush. Tak, zelo fluffy. Dala tukaj, mečkam potapkala dol in v tankih layerih, again, I cannot stress this enough, ne preveč produkta naenkrat. Ker če ne, bo izgledalo cakey. And we don't want that. There we go. To je to. Zdaj pa contour. Jaz še kar uporabljam tale kontur, ko sem ga kupila na japonskem. Malo me ga že zmanjkuje, ampak za nekaj cajta še bo. Also, zlomil se je. Teda, če kdo ve za kak zelo nice, cool colored kontur, ker pri nas imamo vse samo warm, pač vse, kar pri nas najdeš, je bolj bronzer, kot pa dejansko kontur, ampak tale pa z japonskim je amazing. Potapkam dol, da ne spet preveč, da sem vse dala dol. In začnem devati na frizz. Narahlo, don't overdo it, we are doing a natural look, okay, we're not, this is not glam, okay, we're going slow, snatched, a še kdo to reče, ne, na počelu, not too much, sploh se vredno vidi razlike, zdaj pa vzamem še en manjši čopič in samo tu temnejšo barvo, nose contour, začnem tukaj gor in dol potegnem, ker fajn visoko do obrvi. Men, ne vem, naredi full fine look s tem. I don't know about you, but I really like it. To je subtle difference. To ni nekaj, da mi pač spremeni frizz, ampak vseeno se mi zdi, da naredi malo bolj tak put together look. To sem zadnjič probala prvič, ker sem delala Sabrino, ker sem delala njen make-up look and I think it looks so good. Tudi sem zdaj začela to vsadam delati. In zdaj pa vzamem spet najtemnejšo in še mečkem pod noskom, da ga mečkem liftam in to je to. Cute. Naslednjo je blush. Še kar uporabljam moj Sephora Colorful Blush v shadeu 50 Over the Top, ker je tak nice and coral.
in vzamem spet en ta brush. Zdaj pa jaz sem ugotovila, da mi najbolj paše ta boyfriend blush. A ste kreče? Ne vem. Taka je bolj tukaj, ki se mi zdi, da se mi itak naravno lička tako barvajo. Pa malo imam tak discoloration tudi, da pač to nekako poveže v celoto. Mogoče sem dala malo preveč. Mogoče sta največ običnih najboljš. Bom vzela drugega. Tega bom vzela. Ta je bolj soft. A je pa ni umazan. Dejansko je pobarvan na roza. Also, fun fact, jaz nisem fan teh liquid blushov, oziroma kremastih produktov, tak tudi kontur, ne vem, meni je boljši v prahu. Ne vem zakaj. Ker se mi zdi, da imam več kontrole nad njim, pa ono moraš skozi pač blendati, to se pa tek nekako že samo blenda and I prefer it that way. To je blush. Zdaj bom spet vzela ta... Fajn. Spet bom vzela tega, kar sem ga imela prej, in spet dala mečken gor in še mečken na nos. Tekle na vsako stran. Don't ask what happened here. Nekad se produkt noče movat. Who cares? Nobody cares. Ita imam celo doma, ne bo videl. Razen vi tukaj. Zdaj pa the important stuff, učke pa obrvi. Za obrvi bomo vzela moj brow čopič, ali pa eyeliner čopič, ne vem kaj je to. In bom vzela, oh my god, jaz nimam tak enega shada, da bi bil samo črn, tako da uporabljam še vedno moj Conspiracy paletko od Shayna in Jeffreya v shadu My Rights Here, ker imam pač črne lase in rabim črno brvi. Pa ful malo dan gor, ker tale produkt je pa so pigmented, da je hitro preveč. Teda ga spet devam gor v layerih. You see that? In to je dost. Pač to je basically to. Jaz res večinoma samo malo pač ta tail od obrvi podaljšam, pa mačkanja še potemnim, ampak to je basically to, ne rišem neki full fake eyebrows. Cute, that's enough, that's plenty. In zdaj vzamem tole, je Catrice Super Glue Brow Styling Gel. Ne uporabljam ga skozi, ampak mačken si pač počešam obrvi. Jaz imam full tanke obrvi, da načeloma tega ne rabim uporabljati. Ampak vse tanke obrvi so kind of in right now, ker se pač 2000s are coming back. Tako da, jaz sem very happy with my eyebrows. Ok, zdaj pa eyeliner. Vzela bom tole, ki je drugač najbolj shit eyeliner ever. Iskreno, ni toliko pigmentiran, kakor je tale. To je najboljši eyeliner za delati cat eye, to mi je pa najboljši eyeliner za delati puppy eyes, ker sem trenutno obsessed s tem in je s tem pač ful lažje delati. Mogoče bi lahko kakega drugega najdla tek, ampak sem vzela tega, zato ima na drugi strani še en neb, ki je pa v bistvu za pucanje. Ta je prozorni in potem sem spuče, da pač narediš clean up, če hočeš bolj sharp eyeliner. V glavnem, zdaj pa bom jaz dala malo bližje. Is this good? Yes. Hello. In v bistvu slediš shapeu svoje učke. To je tukaj težko razložiti. Ja, ne vem. Pa make sure, da imaš relaxed oči, ko si to delaš. Ker če jih dvigneš, pa ne vem, tekle delaš, pol ko spustiš dol učke, ne izgleda tako bi moglo. Teda always glej naravnost noter v špegu, tako ko boš imel dejansko narejen make-up. To sem pa moja že enkrat razlagala. Ampak takrat sem delala un eyeliner, ki se tik zlomi. Isti princip, drug stil. To je to. Evo, začnem tek spodi in potegnem gor. I didn't do much. Ampak, there's a difference. In zdaj se moram skoncentrirati. Zdaj pa to potegnem spodi v spodnjo veko. Vidiš idejo? Ja. Zdaj pa isto naredim še na drugi strani. Tu se ne bo tako videlo, ker imam tukaj špego, ampak ja, isto delam na glavnem. Cute, to je to. Ful bi rada ga še mačkem potemnila, ker se mi zdi, da je dosti črn, tako da bom vzela tale moj trusty old eyeliner. Sam nekako šla mal čez. Oh my god, ne moram ga odpreti, ker imam kremo na roka. Fuck off! Da sem drž pesti, da ne zajebem tega. Viš, koliko je bolj črn? Oh my god. Actually bom začela jaz to s tem delati. Ni tam malo lažje, no in skaj se mi zdelo, da ne bo lažje. Ni enakomerno, ne sekirat, nobody cares in noben ne bo pazil. Okay, it's chill. Spet od Essence Long Lasting Eye Pencil v črni barvi in bom mal zatemnila ta pač glaze ravni se učne in zakaj moram vse razlagati. Evo, vidiš to razliko, koliko ta uč bolj popa off. Ok, učke so. Zdaj pa
Maskara. Tole je ta, ki je imela največ reklam posod. Max Factorjeva False Lash Effect Supreme Recharge, ki lahko dejansko nov cartridge kupiš. In mislim, da je to zato, ker se ful hitri suši. Zato jo moraš kupiti, priklic scam. Moram si kupiti ono Essence-ovo I Love Extreme maskara, ker je najboljša. Pač vse maskare so toliko predrage in toliko brez veze. Una je pa tek 3 evre in je the best. To govorim, ker pa nisem plačala. Če bi me plačal, bi mogoče kaj drugače rekla. Okay. Čeprav iskreno vse maskare so kar neki. Fake lashes is where it's at. Fake trepalnice so edine lepe trepalnice ever. Čeprav, zdaj testiram produkt. Spet od Lux Factorja, tale eyelash serum. Zdaj ga 3 dni ga nanašam, tako da še ni nekih rezultatov. Ampak bojo in se ful veselim, da bom imela svoje trepalnice lepe. Da ne bom rabila skozi fake trepalnic nositi, ker jaz hočem tek trepalnice imeti like, do tu gor, da zastopiš. Jaz hočem imeti longest lashes ever. Pa še spodne trepalnice. In to je to. That's it. Cute. A bi si dala highlighter? Yes, I will. Yes, sir, I will. Tole je moj 5 let star highlighter. $1 million glow. Še vedno moj najljubši highlighter ever. Oh my god. Mislim, po moje je Jeffreyev mi je boljši, sam se mi je itak razbil. Tako da baš malo zdaj spet tega. Vzamem en tak mali brushek, da dam mačke na nos, čist malo. That's it. Potem dam mačken tukile in vzamem še en tale brush in dam še tukaj na ličke. Oh my god. A se sploh vidi na kameri? V špegu vidim, ne vem, če vi vidite. That's that. Zdaj pa še usnice in potem smo fertik. Vzela bom Kylie Lip Kit lip liner. Ni ušiljen, ker ne vem, če imam sploh kak šilček. Oh my god. Actually, nima šilčka, damn. Fuck. Well, anyway. Šilček moram kupiti. Zdaj vem, tudi če tak, it works the same. Sam lepo obrobim svoje usnice. Ampak res samo obrobim, zaradi tega, ker mi je ful všeč ta ombre efekt, ker narediš pol v sredini svetlejši lip gloss. Jaz uporabljam tega od Fenty Beauty v odtenku Fussy. Yeah. That's it. That's the whole makeup. Še spustim lase, that I looked horrible. Še dobro, da ne vidite my top of my head, zaradi tega, ker moji lasi noče sodelovati zdaj, ker imam pač frufru in si ga nisem naredila včeraj. Oh my god, because it won't go away. Vi ne vidite. Tako da, to je to. Upam, da ste uživali v tem videu, upam, da ste se kaj novega naučili, vem, da se niste, zaradi tega, ker sem naredila po moje že 5435 make-up tutorialov. Ampak ja, to je moj nek updated make-up rutin, tak si ga delam trenutno in nije nobene potrebe, da bi karkoli spreminjala, zaradi tega, ker moj make-up rutin trenutno je perfect. To je to. V glavnem, če vam je bil tale video všeč, nekaj me nos srbi. Če vam je tale video všeč, naredite en like, da uspali se naročite na moj kanal, komentirajte kaj in pa, kako sem že prej rekla, pejte me followati še na Instagram pa na TikTok in lepo se imejte in veliko se smejte in se vidimo naslednjič. Ciao! That was a speed run, damn.